Zdaj sem bil naprošen, da povem tudi nekaj o zbirki Tišina, o tem, kako je nastajala, o tem, kaj mi pomeni, o tem, kaj mi poezija pomeni. Tako da ta zbirka je začela nastajati kakšnih 8 let nazaj, zaključena je bila v 2 letih, 3 letih, tako da je kar nekaj časa trajalo, da je bila zbirka potem objavljena. Mislim, predvsem zato, ker se profesionalno ukvarjam z matematiko in poezija potem ni na prvem tiru. Tako nekako moj komentar o vsebinskosti je malo zastarel, ampak no. Zbirka predstavlja nek utrinek mojega razmišljanja o obstoječem, o viri, v času, ko so te pesmi nastajale. To mi je zdaj po vsem tem času, ki je pretekel, nekoliko tuje, oziroma razmišljam nekoliko drugače o stvareh. In ravno zaradi tega sem želel to zbirko tudi napisati, kar sem jo napisal, ker mi je tudi osebno zanimivo shraniti te razmišljanja o svetu iz tistega obdobja oziroma iz katerega koli življenjskega obdobja. In imeti to v neki lepi urejeni obliki se mi je zdel eden izmed razlogov, zakaj bi bilo to vredno ubesediti. Kot je razvidno, je zbirka nekako sestavljena iz 3 delov, 4 poglavij, ampak zadnji 2 poglavji sta si nekako precej podobni. Torej, na začetku je nastalo to osrednji del knjige, ki govori o temu, kako je obstoječe začelo izhajati iz tišine in kako se to nekako sistematično ali pa združuje skupaj, kos za kosom, da pride do celotnega univerzuma. Potem sem ugotovil, da mogoče ni v redu, da zbirke sestavljamo samo iz teh pesmi, ker ko sam berem poezijo ali pa ko sam berem neke matematične članke, mi je lažje razumeti napisano ali pa se lažje približam napisanemu, če vem nekaj o avtorju, če avtorja poznam, če vem, kako razmišlja. Glede na to, kako je ta osrednji del nekoliko bolj filozofsko zahteven, se mi je zdelo primerno, da je nek lažji uvod, katerim se lahko bralcu približam pred samim osrednjim delom. Torej, to je bila namennost teh prvega prologa, je, da se avtorju nekako približam, pa da je malo tudi bolj osebno, ampak ta osebnost je bila bolj vključena v epilog pa v postscriptum, kjer govorimo dosti bolj osebnem izkustvu pojmov, ki se pojavljajo v srednjem delu zbirke. No, toliko o sestavi zbirke. Zdaj, kako pa bi opisal to vsebinskost? Pesmi izhajajo iz krščanskega izročila. 2 avtorja, ki sta precej vplivala na nastanek te zbirke, sta bila Gorazd Kocijančič s svojim Certamen spirituale in Dejan Kos z Evangelijem bližine. Kar je razvidno iz citatov v zbirki in pa tudi iz citatov iz Svetega pisma, je to zelo blizu krščanskemu izročilu. Takrat je bilo to okolje, v katerem sem živel, to je bilo način življenja, ki sem ga živel. Zato so tudi te pesmi tako napisane. Se mi pa zdi, da gre do neke mere za nekako drugačno interpretacijo tega krščanske umetnosti. Krščanska umetnost po razsvetljenstvu ali kakorkoli se je zelo bala nekih praznih prostorov. In zdaj to opažam bolj, ko imam več prijateljev iz vzhodnega dela sveta, odkar sem se preselil. Je, da ta strah pred praznim prostorom tam ne obstaja. Ne? Ko se gleda neke kaligrafijo ali pa kakšno drugo umetniško delo iz vzhodnega sveta, nimajo problemov s tem, da je prazen prostor osrednji del nastalega dela. Pa nimajo problemov s tem, da se pokaže
del umetnosti tudi v tem, kakšno je platno, kakšen je papir, kako je narejen papir kot del vsebine umetniškega dela. In se mi zdi tu precej podobno v Janezovem evangeliju je pač, da v začetku je bila beseda, moja zbirka se začne s tišino. Ravno gre za to proučevanje nekako praznega namesto vsebinskosti. O sami besedi, v kateri je zbirka napisana, ponavadi, ko pišem poezijo, jo razdelim pesem na nekako dve komponenti. Eno je vsebinskost pesmi napisane in drugo je, kako pesem zveni. Večinoma raje poudarjam zven pesmi, ker mi je osebno to bolj zabavno, da lepo zvenijo besede, pa zabavno mi je ugotavljati, katere stvari lepo zvenijo, pa se igrati z besedo. Ampak se mi zdi, da v tej zbirki je bilo treba dati več prostora vsebinskosti pesmi, zato da sem dosegel to kohezijo in sestavil neko smiselno zbirko. In če tudi je bilo pač mestoma treba žrtvovati izbrati kakšno pesem, ki ne zveni tako dobro, ali pa ki bi lahko zvenela boljše, je bilo, treba se odločiti, da se jo pusti notri, zaradi tega, da se ohrani pomen, ki ga ta pesem nosi in da se ohrani celoten pomen cele zbirke. No, tudi pri poeziji nasploh se mi zdi to iskanje razmerja med pomenskostjo in med zvenom napisane pesmi nekako najbolj zabaven del branja poezije. Zdaj, če je poezija brana, se mi zdi, da nas to nekako omeji pri temu, ampak ker nas omeji v neko interpretacijo avtorjevo, kako želi pesem brano, ampak ker smo predstavljeni s pesmijo napisano, se mi pa zdi, da res je to proučevanje, kako je avtor prišel do zvočnosti, kako se ta zvočnost prepleta, kako mi dojemamo to zvočnost, kako ta zvočnost zveni v jeziku, ki je nam blizu, se mi zdi res najbolj tako sreden del, zakaj poezijo rad berem ali pa zakaj se najbolj pogosto vračam ravno k poeziji. No, nekoliko toliko o ustvarjanju. Zdaj upam, da bo diskurs naprej tekel dobro in da boste imeli lep pogovor. Mi je žal, da ne morem prisostovati, ampak se mi ne izide z življenjem v Ameriki in z poklicnimi obveznostmi. Tako da se veselim ogleda posnetka na YouTubu in upam, da boste imeli lepe dni tekom festivala. S tem, da je bila moja zbirka Tišina izbrana v izbor za festival Pragner, se počutim zelo počaščenega, saj bo imela možnost odpirati diskurs in se dotakniti še večjega števila ljudi, kar se mi zdi, da je nek cilj napisane poezije, da se globoko dotakne vsaj nekoga. Preden je bila beseda, si je stvarnik vzel trenutek in globoko vdihnil vseobčo tišino. V nekem trenutku gre kaos v kozmos in nočna vejica v gobčku. Skozi razpoko pronica praznina, ki daje prostor, in človeška dlan v naročju. Tišina brije za vogali in razpenja medij, mene pa vse to ne gane. Stopim v praznino, obdam se s tišino in čakam, čeprav me čas ne premakne. Kot točka ne vem, na kateri premici, v kateri ravnini ali v katerem prostoru ležim. In kdaj bodo končno izumili teleportacijo. S točkami ne bomo zapolnili prostora, lahko pa zapolniš prostor tik ob meni. Ne vem, ali slišim tvoj glas, tišino pred neurjem, ali zgolj tišino. Ne vem, ali nek trenutek bo in ali boš ti v njem. Iz molka se je rodila beseda in beseda je naselila prostor,
ki izhajajo iz besede same. In ob srečanju besede s prostorom je vzklila resnica. Resnica je razpokala ves prostora in besede in tako obstala zunaj prostora samega. V svojem bistvu se je pričela razlivati, kot tišina tišino. Ko je prostor nekaj časa obstajal in se navadil krivljati času in prodnikom, je beseda poskrbela, da je del prostora fragmentiral. Majhni izolirani delci prostora so, ko je bila v središče postavljena kal tišine, rodili življenje. Življenju tako ni bila podarjena resnica ali beseda, ampak poleg delčka vseobsežnega prostora, tišina, v kateri se brez izjeme vrača in jo išče in izginja. Novo življenje je bilo obdano s tišino in v svojem začetku se je neskončno približalo svojemu bistvu in bilo prvič in zadnjič v času svojega potovanja k tišini resnično predano zgolj in samo ljubezni. Obrnil sem na novo stran in se odločil, da je beseda napisana zato, da se bere v sebi najbolj lastni obliki, tišini. Ko boš ponovno brala črke, ki si jih že tolikokrat, boš spoznala, da tebi zvenijo drugače in da lahko imajo črke T, I, Š, I, N, A prav poseben pomen, ki je prekrit preglasnim in glasnim nasploh.